Pred kratkim je bil 8. marec in ženske so to dobro izkoristile, da so opozarjale na neenakopravnost med moškim in ženskam. Se pravi, one so želele povedati, kako so ženske v nekaterih stvareh diskriminirane. No, jaz sem se pa tudi odločil, da pa jaz kot moški povem, kje vse se mi dogaja diskriminacija napram ženskam. In našel sem veliko stvari, tako da glejte tole do konca. Glejte, prva stvar, ki se nam moškim dela velika diskriminacija, je to, da postajamo plešasti. Glejte, jaz sem na pol plešast. Pri mojih letih jih je vsaj 30% čist plešastih, še dobrih 30% pa na pol plešastih, kot sem jaz. Ženske niso plešaste. Ženske pri mojih letih imajo večinoma, lahko rekel 99%, še tiste lepe, goste, dolge lase. Tako da, lejte, to je ful diskriminacija. Potem naslednja zadeva. Zakaj je življenjska doba žensk daljša? Lejte, to je tudi popolna diskriminacija. Tako da, zakaj ženske živijo, ne vem točno koliko dlje kot moški, ampak živijo kar med 5 in 10 let več. Potem še ena stvar, ki me še bolj moti. Zakaj se zmeraj od moškega pričakuje, da punci plača pijačo, večerjo, ji kupuje darila, dopuste, počitnice in tako naprej? Dajte mi to razložiti. Ženske, če bi bile rade enakopravne, zakaj pol ve denarnico ven ne potegnete pa plačate? Tako da to je še ena popolna diskriminacija. Potem, lejte, ženskam se ni treba iti boriti v vojni. Lejmo, povzemite primer Ukrajino. Ženske grejo, zapuščajo države kot begunke, kar je seveda prav, zakaj bi bile v vojni, moški se pa borijo. Tako da, lejte, tukaj je spet diskriminacija. Pol pa stvar, ki me najbolj moti. Ženske čisto enostavno dobite seks. Moški se moramo pa zelo matrati, da nas se kakšna usmili. Rečemo, če bi ena ženska na Facebook napisala, ali pa kjerkoli na kakšnih socialnih omrežjih, da išče nekoga za te stvari, veste, koliko ljudi bi se javilo? Ne ljudi, moških. Ne vem, 100 siguren, grem staviti. Mogoče 500, mogoče 1000, mogoče 10 000. Mi smo enkrat v našem podjetju odprli en fake profil za enega študenta, ki je prišel k nam na prakso, pa smo mu potem dali delati neke stvari na socialnih omrežjih, to administracijo skupin pa te zadeve. In ker ni imel svojega profila, smo mu pa pač enega fake odprli, pa sem rekel, daj ti kar en profil odpri, kar češ nima veze, in on odpre kot neka ženska, najdete eno slikco, da ne bo kdo rekel, da slike krademo na unih platformah, ki so brezplačne, da gor. In to so začele samo deževati sporočila, prošnja za prijateljstvo in tako naprej. Lejte, če bi jaz na Facebook napisal, da iščem eno za te stvari, ja, ne verjamem, da bi se 2-3 najdle. Pri ženski pa 100 siguren. Potem, kar je še bolj nesramno, je to, da ženske s to stvarjo lahko celo služijo. Dober, saj tudi nekateri moški, ampak glejte, na 500 žensk, če en moški s to stvarjo služi, ne vem, katera ženska bi potrebovala to uslugo, saj lahko vsaka takoj dobi kokrče. No, potem tudi
nepravično in diskriminatorno je to, da so ženske lepše kot smo moški. Zakaj nismo moški tako lepi kot so ženske? Glejte, to popolnoma ni prav. Potem ženske odločajo o rojstvu otrok. Glejte, kakšna zanos, pa se ona odloči, da prekine nosečnost, pa tudi če fant ni za to, pač se ona odloči. Tako da one tudi odločajo o rojstvu otrok, no, to pa priznam, da pa morajo otroka roditi, pa 9 mesecev nositi, da toga pa tudi ni lahko. Sicer včasih so rekli, moški morajo iti v vojsko, ženske morajo pa roditi. In so to kar dobro povedali, ne? Potem ene ženske so zelo uspešne, v narekovajih, v poslovnem svetu, izključno zato, ker so lepe. In to, da mi slučajno ne bo kdo rekel, da ni res, da se to zmišljujem, to sem pa že na svoje oči tokrat videl, da sem spoznal veliko žensk, ki niso bile ravno sposobne, so bile pa zelo lepe in so super biznis delali. Pač, tam, ko so bili nekje moški direktorji, pa da so se lahko malo z njim družili, so naročevali njihove storitve, izdelke in tako naprej, pa verjeten naivno upali, da mogoče pa bo kdaj kaj. Marsikera ženska tudi zaradi svoje lepote dobi službo. Moški bo dobil službo samo, če se bo izkazal. Zelo redki moški so dobili službo zaradi lepote. Pol pa še ena diskriminacija. Zakaj v večina reklamah so ženske, pa na jumbo plakatih pa povsod? Zakaj nismo moški? Evo, to je samo par diskriminacij, na katere sem hotel opozoriti, da smo moški diskriminirani. Se strinjate z menoj, da je tako? No, zdaj naj vam povem, da sem se tole vse skupaj majčkeno hecal, ampak hecal sem se pa zato, ker nekatere ženske za 8. marec so ravno take trapaste primere navajale, kot sem jih jaz danes. Ampak one so za razliko od mene to resno mislite. Tako da jaz drugače mislim, da je ženska najlepša stvar, kar jo je naredila narava. In jaz niti približno nočem, da bi bile ženske enake, kakor smo moški. Jaz hočem, bom rekel, da so mi všeč ženske, ki so ženstvene, ki so ženske, ne na pol moški. Če mogo dobiti tako žensko, da je na pol moški, pol že raj deca dobim. Tako da vstanite take, ki ste, drugačne, lepe, ženstvene. Če ne bi bilo na tem svetu potrebe po 2 spolih, potem bi mati narava najbrž ustvarila samo 1 spol. Ali ne? Zakaj bi pol 2 ustvarila? Tako da, lejte, ženske in moški moramo biti drugačni. In nikoli ne moramo biti isti. In nikoli v vseh stvareh enakopravni. Kar ne povem, da ste ve kaj na slabšem. Ko sem šel na eno potovanje v Turčijo, bilo je večinoma upokojencev in sem spoznal 2 starejše gospe, pač so bile glih z enega kraja, od kjer je bila moja bivša punca, pa smo se pol začeli malo pogovarjati. No, in potem je ena od teh gospe rekla, veste, moški ste tako neumni, ampak kar najbolj žalostno je pa to, da sploh ne pogruntate. Vse vodijo ženske, samo vi ste tako neumni,
da tega tudi ne pogruntate. In potem, če dobro pomisliš, saj je to res. Ve ženske s to svojo lepoto čisto vse dosežete pri nas moških. Čisto vse. No, bom rekel, so tudi izjeme, ne? Ampak, glejte, ta vaša lepota plus drugačen spolni organ, ki ga imate, kot ga imamo moški, zato smo moški pripravljeni vse narediti. In bi prej rekel, da imate ve neko prednost, kakor jo pa imamo mi moški. Tako da, to je moje mnenje. Drugače pa ženske, ne poslušati te ženske, ki terajo te neumnosti o enakopravnosti, pa da moramo biti isti, pa ne vem kaj. Te ženske potem tudi pluvajo po moških in nam hočejo vse nas slabš o nas povedati. Ampak veste kaj? Poglejte dober in boste videli, da to so običajno ne preveč privlačne ženske, nikakor nesrečne ženske. In poanta vsega je samo to, da one zavidajo srečo drugim ženskam, ki so lepe, uspešne in se imajo fino v življenju, one se pa nimajo. In zato, ker so jim navoščljive, bi rade dosegle, da bi še one bile nesrečne. To je popolnoma tako, kot da bi jaz samski, ki sem samski, nimam družine, nekomu, ki je srečno poročen, ki živi svojo pravljico, družinsko, ima otroke in vse, govoril, ti, to je čist brez veze, kaj boš to žensko pa z otroki, to je brez veze. V bistvu, da bi ga hujskal, da gre narazen iz tisto žensko in da bi bil srečno samski, tako kot sem jaz srečno samski, seveda v narekovajih. Tako da ženske, punce, ne nasedajte na te neumnosti. Napiš v komentar tega video posnetka, kaj si ti misliš o teh zadevah. Bom zelo hvaležen za tvoje mnenje, kakršnokoli že bo. Pa, če ti všeč moj video, všečkaj, pa se naroči na moj YouTube kanal. To je popolnoma brezplačno. Samo klikneš ti rdeč gumb, kjer piše naročite se, pa potem še zvonček. To pomeni, da se vam bo kdaj večkrat, ko boste na YouTubu pojavil kakšen moj nov video. To je to, stane pa nič, vzame ti pa 5 sekund časa. Tako da najlepša hvala, ker si gledala ta video do konca, pa se spet vidimo v kratkem.